V 17. krogu tretje državne nogometne lige Vzhod smo v Bistriškem športnem parku spremljali nogometno tekmo med domačo ekipo Ketijemi Bistrice in Podvinci. V dramatični tekmi je na koncu bil rezultat 2:2. V pomembni tekmi proti Podvincem in po prvem letošnjem porazu v prejšnjem krogu proti Dravinji v Slovenskih Konjicah so igralci domače ekipe kar bledo stopili v tekmo. Vendar z minute v minuto so dvigovali ritem igre, ki jim je prinesel tudi vodilni zadetek. V drugem poizkusu je z roba 16 metrov v polno zadev povratnik v ekipo po poškodbi Nejc Bračko. Zagotovo je po neki poškodbi posebna vrnitev, moraš res malo igrati z rezervo. Vseeno, dosegel sem neki gol, čeprav plod je bil seveda celotne ekipe. Škoda da nam ni uspelo zadržati te prednosti, da smo v drugem polčasu potem malo popustili. Na srečo smo v zadnji minuti potem dosegli zadetek, tako da zdaj moramo pokazati tisti karakter, voljo, željo po zmagah in nadaljevati tako, kot smo začeli v tej sezoni. Da se mreža gostov ni zatresla na začetku drugega polčasa, so poskrbeli Murat v 47 minuti, Nejc Bračko 2 minuti kasneje in Aljaž Polegek v 53 minuti. Gostujoči napadalec Koncesav Rodriguez je tako ogrel dlani Dabanovića in napovedal, da bodo gostje poizkusili zadeti v polno. Zato je 61 minuti poskrbela domača obramba, ki je omogočila, da je Jernej Orović poravnal na 1:1. S tem golom so Podvinci dobili krila in si priigrali strel z 11 metrov. Dabanovića je za vodstvo z 2:1 premagal Zajko Jan Ziko. Šok za 150 gledalcev in domači trenerski štab, ki je opravil tudi nekaj menjav. Med drugim je v igro stopil tudi Enej Kapun, ki je kar razgibal domačo napadalno vrsto, ki pa seveda ni uspela spremeniti rezultata na semaforju. V globokem sodnikovem 4-minutnem dodatku pa je Kapunu iz te akcije le uspelo zadeti za končnih 2:2. Ja, super, odlično odigrana akcija. Prišla mi je, sedla mi je žoga direkt na nogo, videl sem gol. Odločil sem se, da bom streljal in hvala Bogu je šla v gol. Super motivacija se je dvignila vsem. Upam vsaj, da naslednjo tekmo v Dravogradu zmagamo. Po izgubljenih 2 točkah na domači zelenici sedaj Bistričane čaka vroče gostovanje pri drugovrščeni ekipi Dravograda, pred katero pa imajo Bistričani kar velikih 10 točk prednosti. Mi tako gremo vsako tekmo po tekmo, za vsakega nasprotnika se dobro pripravimo. Tako da mislim, naslednja tekma Dravograd 100% gremo motivirani v tekmo in po 3 točke.